Zgodovinski arhiv Celje je v sodelovanju s Prvo gimnazijo v Celju izdal monografijo Historia, zgodovina celjske gimnazije od leta 1809. V njej so zajeti slovenski prevodi izsekov iz šolske kronike, ki so jo na tej celjski gimnaziji pisali med leti 1809 in 1890. Gre za pomembno delo, ki med drugim opisuje tudi dogajanje v Celju in po svetu v 19. stoletju. Današnja Prva gimnazija v Celju je bila sicer ustanovljena leta 1808. Zgodba celjske gimnazije začenja okrog leta 1800, ko stopi na oder zgodovine celjski sodnik Nikolaj Lipič, ki je v 8 letih, se pravi do leta 1808, zbral fantastično vsoto 30.000 goldinarjev, s katerim so potem v letu 1808-1809 začeli poučevati prvi razred gimnazije. Prvi učitelj je bil Janez oziroma Johan Aigner, v drugem letu, ko so odprli tudi drugi razred, se pravi 9-10, se mu je pridružil Janez Anton Zupančič, zelo tako znano ime, tudi domačijski pisatelj, potopisec, in sta potem prevzela vsak en razred. Prva leta je pouk v gimnaziji tekel v latinščini, od leta 1849 pa v nemščini. Tako je bila tudi šolska kronika v 19. stoletju zapisana v teh dveh jezikih. Za prevode sta poskrbela dr. Matej Hriberšek in dr. Aleksander Žižek. V monografijo so tako zajete zanimivosti šolskega življenja, pa tudi iz življenja nasploh. Ta kronika je poleg tega, da je o njej obilo podatkov o življenju in delu na gimnaziji, se pravi tudi o posameznih migracijah učiteljev, o tem, kaj so poučevali, kakšen je bil šolski uspeh. Najdemo še kakšne ucvirke iz nekega splošnega življenja. Kakšno je bilo recimo vino, se parkrat pojavi. To je tak priljubljen citat kronistov, vse povsod, župnijske kronike, šolske kronike, tudi kakšne osebne kronike, to je zelo pomembno. Pridelki, naravne ujme, bolezni, te stvari se pojavijo noter, potem so bili učitelji so bili zelo politično angažirani. Zelo radi so imeli pisanje o dogodkih, recimo obračuni z Napoleonom, poraz Napoleona, potem restauracija starega režima po Napoleonu, potem seveda osrednje dogodke, ki so bili takrat obiski cesarskega para. Objavili so razne prigodne pesnitve, slavilne, s tem so se izkazali gimnazijski učitelji. Dobro je opisan tudi odnos gimnazije s takratnimi mestnimi oblastmi. Te so bile takrat, to moramo povedati, so bile ortodoksno nemške, je gimnazija zelo dobro shajala. Mestni očetje so bili ponosni, da imajo gimnazijo v Celju, so ji tudi pomagali z denarjem za učila, potem z tem, da so ji odstopili določena zemljišča, na katero se je potem ta gimnazija širila, in še razne druge koncesije so te gimnaziji dajale. Seveda so se pa vsi tudi polno številno udeleževali raznih proslav, ki jih je gimnazija prirejala. Največji prazniki v tem gimnazijskem letu svetnikov so bili cesarjev god, potem cesaričin god, potem so bile kakšne take pomembne proslave v zvezi z dinastijo, se pravi poroka kakega prestolonaslednika. Na Prvi gimnaziji v Celju so na izid knjige, ki razkriva pestro zgodovino 19. stoletja, izjemno ponosni, tudi zato, ker so pri izdaji knjige svoje moči združili prav Celjani. Je knjiga sicer Prve gimnazije v Celju, ki se ne imenuje slučajno tako, ker je dejansko prva gimnazija in dolga leta je bila tudi edina gimnazija v Celju. Je pa vedno tako, kot kdaj radi ljudje povejo, turizem smo ljudje in tudi Celje kot mesto smo ljudje. Kakršni smo ljudje v njem, takšno je tudi mesto. Če znamo sodelovati, tako kot smo tudi v tem primeru pokazali, če se znamo povezovati, če se znamo razumeti, če se znamo podpreti, če najdemo skupne cilje in smisel v svojem delu, potem lahko naredimo kaj dobrega. Ne samo za danes, ampak tudi za jutri, ker verjamem, da ta knjiga, ki nam odpira okno v včeraj, daleč nazaj, pomeni tudi neko spoznanje za danes, za današnji čas in tudi za koga, ki bo prišel takrat, ko nas ne bo. Gre za nek način za 100% pravzaprav celjski projekt, pravzaprav gre vse skupaj od gradiva
do pač prevajalce, tudi drugi prevajalec, ne, dr. Matej Hriberšek iz Filozofske fakultete v Ljubljani, ne, kot eno od teh prevajalcev iz latinskega dela te kronike, ne, do vse pravzaprav te produkcije, se pravi uredniške, založniške, kot sem že izpostavil, lektorske, tudi na nek način fotografije, tudi so v bistvu delo te reprodukcije, ki so narejene tegale originala, ki ga vidite danes tukaj, fotografije, Tomaž Črnej, oblikovanje, filter, kreativne rešitve, tisk, grafika, gracer, tako da na nek način se nam je vse skupaj tako tudi lepo poklopilo. Knjigo je že mogoče kupiti v spletni trgovini Zgodovinskega arhiva Celje, na voljo pa bo tudi v celjskih knjigarnah.